Lep pozdrav vsem skupaj. V Slovenski demokratski stranki glede na vse splošno draginjo, bližajočo se jesen ter zmrzlo zimo, ki je pred vrati, zaskrbljeno spremljamo trenutne vladne prioritete. Iz vladnih predlogov interventnih zakonov, ki so že trenutno v zakonodajni proceduri, je namreč razvidno, da so bile ob pripravi zakonskih vsebin žal spregledane tudi nekatere najranljivejše skupine našega prebivalstva. V Slovenski demokratski stranki smo se zato odločili, da pripravimo zakonski spremembi, ki glede na vsebino koalicijske pogodbe in program koalicijskih strank ne bi smeli ostati brez širše podpore političnih strank znotraj našega parlamenta. V zakonodajni postopek zato danes vlagamo dve zakonski noveli, in sicer spremembo pokojninskega zakona in zakona o šolski prehrani. Slednjega bo kasneje predstavila poslanska kolegica. Statistični urad Republike Slovenije je v mesecu juniju objavil podatek, da je izračunan prag tveganja revščine za leto 2021 znašal 771 evrov. Danes živimo v Sloveniji po uradnih podatkih približno 243 tisoč prebivalcev z dohodkom, ki ima nižji od tveganja praga revščine. Med njimi je največ, in sicer kar tretjina upokojencev, torej starostnikov, ki si svojega finančnega statusa ne more izboljšati z delom, zato pa so v teh časih draginje še posebej ranljivi in odvisni od medsebojne solidarnosti. Danes v Državnem zboru sicer med drugim obravnavamo tudi vladni predlog zakona, ki energetski dodatek naslavlja na najbolj ranljive skupine. V naši stranki pa smo presenečeno ugotovili, da so bili ob pripravi vladnega predloga zakona spregledani med drugim tudi upokojenci, ki prejemajo pokojnino za polno delovno dobo in danes živijo pod pragom tveganja revščine. Zakonskemu predlogu smo zato v naši stranki vložili amandmaje, s katerimi razširjamo krog upravičencev do energetskega dodatka, med drugim tudi na upokojence z pokojninami do 771 evrov, kolikor torej znaša prag tveganja revščine. A hkrati v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da upokojenci v teh težkih časih draginje, ko so se mnogi med njimi znašli tudi na robu preživetja, ne smemo pustiti v stiski. Po letih trdnega dela in plačevanja prispevkov si naši upokojenci zaslužijo ne samo enkraten solidarnostni dodatek, ampak predvsem dostojno pokojnino, s katero bodo lahko plačevali svoje položnice in hrano za preživetje. Z našim predlogom pokojninskega zakona zato vsem upokojencem dvigujemo pokojnine, saj predlagamo dvig najnižje in najvišje pokojninske osnove iz 76,5% na 78% povprečne mesečne plače. Še posebej pa s tem zakonom naslavljamo tiste upokojence, ki živijo danes pod pragom revščine, zato predlagamo še znesek zagotovljene starostne pokojnine za 40 let pokojninske dobe, da se le ta dvigne na znesek 771 evrov, kolikor torej znaša izračunan prag tveganja revščine, in pa ponovno uvedbo inštituta državne pokojnine, do katerega bi bili upravičeni tisti slovenski državljani, ki nimajo pravice do nobene druge pokojnine in so dopolnili 65 let starosti ter so med 15. in 65. letom starosti najmanj 30 let imeli prijavljeno stalno prebivališče v naši državi. Državna pokojnina bi, tako kot že nekoč, znašala 33% najnižje pokojninske osnove. Glede na draginjo, vse hitrejšo rast osnovnih življenjskih potrebščin, torej menimo, da je potrebno resnično pravočasno ukrepati, in to prav na vseh področjih življenja. Še posebej pa je pred najhujšo revščino potrebno zavarovati vse najranljivejše skupine prebivalstva, med te pa zagotovo sodijo tudi upokojenci, kakor tudi naši najmlajši državljani. Torej predlagamo spremembo pokojninskega zakona, s katerim dvigujemo pokojnino vsem upokojencem, še posebej pa najbolj ogroženim. Hkrati pa smo pripravili tudi predlog zakona o šolski prehrani, ki ga bo v nadaljevanju predstavila poslanska kolegica Alenka Helbl. Hvala.
Torej, lep pozdrav tudi z moje strani. Naj začenjam predstavitev tega zakona z naslednjimi besedami. Vsem učencem in dijakom bomo zagotovili brezplačno šolsko prehrano. V Sloveniji 21. stoletja ni nobenega upravičenega razloga, da bi bil katerikoli otrok lačen. To ni kar neki citat, tudi ni citat, ki bi ga zapisali v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, ampak je citat z 48. strani koalicijske pogodbe, ki so jo podpisale stranke Gibanje Svoboda, Socialnih demokratov in Levice. In tako danes v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke v parlamentarno proceduro vlagamo novelo zakona o šolski prehrani. Gre namreč za dopolnjen zakon z letošnjega junija, ki takrat žal v Državnem zboru ni dobil dovoljšne podpore, vendar se tokrat v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke nadejamo, da bo drugače. Skratka, predlagamo torej, da se vsem osnovnošolcem in vsem srednješolcem zagotovi brezplačno malico in kosilo, torej da državni proračun zagotovi vsa finančna sredstva za zdravo in raznovrstno prehrano naših otrok in mladostnikov. In k temu osrednjemu cilju lahko dodamo tudi še naslednje. S tem namreč gre za zmanjševanje prekomernih stroškov javnih blagajn za zdravje zaradi bolj zdravih prebivalcev. Gre tudi za debirokratizacijo, saj starši ali skrbniki ne bodo več primorani vlagati obrazcev na centri za socialno delo. In gre tudi za odpravo neenakopravnega položaja šolajočih v primerjavi s študenti in zaposlenimi, ki preko subvencije za študentsko ali delavsko prehrano vsi, torej brez izjeme, dobijo toplo malico ali kosilo. Subvencija za malico in kosilo učencev in dijakov pa se danes dodeljuje glede na prihodke staršev oziroma skrbnikov. Če pogosto rečemo, da so otroci naše največje bogastvo, da so tisti, ki bodo nekoč prevzeli vodenje naše družbe, smo še toliko bolj primorani k temu, da ukrepamo. In zato se bomo, in to močno upam, vsi kolegi poslanci strinjali, da če je za koga vredno, da namenimo denar, so to naši otroci in mladostniki. Hkrati namreč s tem nekako vnašamo tudi priložnost za odgovorno vedenje do prehrane, do same hrane, sploh v teh časih. In ob koncu še tole. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zavračamo očitek, ki se je pojavil o prejšnji obravnavi predloga, češ da je predlog neizvedljiv oziroma logistično in organizacijsko neprimerni in prezahteven. Sistem, ki ga predlagamo s to novelo, smo torej namreč nekoč že imeli, poleg tega pa je uveljavitev novele predvidena s 1.1.2024, s čimer menimo, da imajo pristojno ministrstvo, šole in vsi, ki bodo v to udeleženi, dovolj časa, da pripravijo vso podporo. Torej naj zaključim, za naše otroke gre. Hvala. Mora biti kakšno dodatno vprašanje z vaše strani? Torej, vi ste predlagali neke dodatne ukrepe za boj proti draginji, pa vendar danes je na vaših mizah predlog koalicije, predlog vlade. Kakšno je stališče vaše stranke, boste podprli, ne glede na to, da imate morda neke pripombe na to? Ja, glejte, predlog, ki je na mizi, daje zgolj enkraten dodatek, energetski dodatek, ampak iz tega predloga so bile izpuščene tudi najbolj ogrožene kategorije, med drugim tudi upokojenci, ki so delali 40 let in danes prejemajo pokojnino, ki je nižja od tveganja praga revščine. Mi smo že na seji odbora, to je bil ponedeljek, vložili amandmaje, za katerimi razširjamo ta krog upravičencev tudi na vse druge ranljive skupine, kot so delavci z minimalno plačo, povprečno plačo, upokojenci, ki prejemajo dohodek nižji od praga tveganja revščine, prav tako kmete in študente, ampak žal ti amandmaji niso dobili koalicijske podpore v ponedeljek na matičnem odboru. Danes jih ponovno vlagamo na parlamentarni seji in bomo videli, kako bo potekala sama diskusija in potem glasovanje glede odborov. Brezplačno
brezplačno prehrano v šolah. Kakšno je vaše stališče do tega predloga? Je drugačno od vašega, ki ga zdaj predlagate, in seveda kako odgovarjate na kritike šolnikov, da za takšne ukrepe nimajo dovolj kadrovskega zaledja? Ja, glejte, kot politična stranka imamo to pravno podlago, da lahko predlog zakona tudi pripravimo in vložimo, kar nek institut ne more. In očitno je, da imamo tukaj enak namen, torej da nam gre za otroke, in kot poslanci, ki imamo to možnost, je prav, da se odzovemo, zakon pripravimo in ga tudi vložimo. Na tak način pa damo našim državljanom jasen signal, da za naše otroke ni potrebno zbirati podpisov, ampak se tudi v Slovenski demokratski stranki seveda absolutno strinjamo z ukrepom brezplačnega obroka prav za vse otroke. In zato smo tudi zakon že pred časom pripravili in vložili in tokrat ga vlagamo ponovno in seveda predvsem upamo, da kasneje v tekom zakonodajnega postopka, ko je potrebna širša podpora, tukaj mislimo tudi podpora koalicijskih strank, da bodo to spoznale tudi vse koalicijske stranke, kajti potrebujemo njihov glas za sprejem zakona in da bodo zakon tudi podprle, torej da bodo naši najmlajši državljani tudi deležni tega brezplačnega obroka, ki ga predlagamo. Glejte, kjer je volja, je tudi pot. Bom rekla, noben razlog, ne finančni, ne kadrovski, ne sme biti ovira, da naši otroci ne bi prijeli brezplačnega obroka. Hvala lepa.